Tokrat v občinskem informatorju. Mestni svet na jutrišnji seji med drugim o prenovi Koroške ceste in Ljudskega vrta. Uvedba novega rehabilitacijskega programa na kardiologiji dobro sprejeta. Maribor bo junija letos prestolnica evropske veteranske košarke. Mariborska občina finančno podprla zimski športni dan osnovnošolcev. Na osnovni šoli Gustava Šiliha Maribor predali donacijo otrokom s posebnimi potrebami. Krioterapija za dobro počutje, zdravje in regeneracijo. Lepo pozdravljeni. Začenjamo v Mariboru. Na že tradicionalnem srečanju z županom Andrejem Fištravcem pred sejo mestnega sveta smo izvedeli, da bodo mestni svetniki med drugim potrjevali najnovejše načrte omejevanja prometa na Koroški cesti. Govorili bodo tudi o obnovi stadiona Ljudski vrt ter gradnji manjkajoče kanalizacije v Limbušu, Razvanju in Kamniški grabi. Na 32. seji mestnega sveta bodo predstavili dokument identifikacije investicijskega projekta Koroška cesta z glavnim trgom, s katerim namerava občina kandidirati za evropska sredstva za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Celoten projekt je vreden 3,8 milijona evrov, od tega naj bi bilo nekaj več kot 2 milijona evrov evropskih sredstev. Gre pa za obnovo oziroma obravnavo območja med krožiščem pri Tržnici, torej križišče med Koroško cesto in Štrosmajerjevo ulico in krožiščem pri Starem mostu. Seveda obsega celotno potezo Koroške ceste in glavnega trga. Ta del je predviden kot skupni prometni prostor, kjer se bodo srečevali pešci, kolesarji in pa javni mestni potniški promet. Mestni svetniki bodo na seji potrjevali tudi dokumentacijo za nadaljevanje prenove stadiona Ljudski vrt. Novelacija smo ugotovili včeraj, da ne bo potrebna, ampak je zdaj druga stopnja investicijske dokumentacije in to je predinvesticijska zasnova. Pogoji, ki jih ni stadion izpolnjeval, so predvsem z vidika varnosti, zato ker obstoječ vhod na staro tribuno ni dovolj, po domače povedano, širok in bo se izvedla nova klančina, stara se odstrani. Izvedla se bo tudi povezovalni hodnik na nivoju kleti, ki bo povezoval severno in južno tribuno z zahodno tribuno in bo namenjen predvsem novinarjem in funkcionarjem, pa tudi zaposlenim. S tem sem tudi omenil ta drugi pogoj, ki ga ni izpolnjeval stadion, torej ustrezno novinarsko središče, ki se bo zdaj uredilo v severnem delu pod severno tribuno, pa tudi tam bo se uredila šola NK Maribor, ki je tudi ena izmed pogojev. NK Maribor bo poskrbel za projektno dokumentacijo, ostalo bo krila občina, ki v ta namen daje 5,5 milijona evrov. Sama gradnja bi se naj začela tam nekje junija, julija, odvisno seveda od dogovorov z NK Maribor, z uporabnikom. Dela pa naj bi bila zaključena konec tega leta. Med ostalimi projekti se mestna uprava med drugim še naprej ukvarja z iskanjem rešitve prostorskih težav osrednje enote Mariborske knjižnice. Po besedah župana sta trenutno dve možnosti. A plan je znan, to je na Rotovškem trgu, kjer so različni riziki. O teh rizikih se pogovarjamo s stranko Modernega centra, ki vztraja na tej lokaciji. S tem pa, da se tudi oni strinjajo s tem, da izvedba na tej lokaciji ne sme ogroziti ostalih projektov centralnih teritorialnih naložb, torej obnove mesta. Sporedno pa iščemo B varianto in zdaj v kratkem bomo morali priti do končne odločitve in ki jo potrdimo na mestnem svetu in problem mestne knjižnice v tem smislu damo z dnevnega reda, potem treba projekt realizirati. Eno izmed novinarskih vprašanj je bilo tudi o usodi prostorov Tkalke, potem, ko je tamkajšnjim socialnim podjetjem potekla 3-letna najemna pogodba. Kot je dejal direktor mestne uprave, zaenkrat še iščejo rešitve. Za prostore Tkalke pa naj bi zanimanje izkazovalo podjetje iz Amerike. Da smo v pogovorih z enim močnim investitorjem, ameriškim podjetjem, ki bi prišlo v Slovenijo. To podjetje ker je investicija slabih 20 milijonov evrov, pričakujejo od naše države nepovratna sredstva. Tukaj gre za direktna pogajanja z vlado za to pridobitev.
teh sredstev in potem sledi investicija, kjer je pa ta investicija izjemno vsebinsko povezana z Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in tudi slednja izjemno podpira prihod te investicije v Maribor. Gre za 250 delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, govorimo o visoko kvalificiranih oseb. K temu dodaja, da bodo v vsakem primeru za organizacijo odkalke našli ustrezne rešitve. Ob tem pa še zatrdil, da ne bo nihče ostal na cesti. Od politike k zdravstvu. Na kardiologiji UKC Maribor so avgusta lani uvedli nov program ambulantne kardiološke rehabilitacije, ki je nadomestil program zdraviliškega zdravljenja. Namenjen je bolnikom po uspešno zaključenem akutnem zdravljenju srčnega infarkta v bolnišnici. Kot so povedali na novinarski konferenci, je takšno zdravljenje za bolnike zelo koristno. Namesto 14-dnevne obravnave v zdravilišču nov program vključuje ambulantno rehabilitacijo. Prvi so ga lani začeli izvajati v UKC Ljubljana. Do konca leta 2019 pa ga bodo uvedli v vseh slovenskih bolnišnicah. Bolniki, ki so zaključili akutno zdravljenje srčnega infarkta v bolnišnici, namesto 14-dnevne stacionarne zdraviliške obravnave tako pridobijo večmesečno ambulantno rehabilitacijo. Ta poteka intenzivno, kjer se spremlja bolnikove parametre zdravja s poudarkom na pravilni rabi zdravil, zdravem življenjskem slogu in na aerobnih vadbah. Po besedah predstojnika oddelka za kardiologijo in angiologijo UKC Maribor, raziskave kažejo, da je na tem področju treba pristopiti k sodobnejši obliki zdravljenja, ki je bolj prilagojena posameznemu bolniku. Koronarna bolezen, ki je v bistvu osnova za pojav srčnega infarkta oziroma koronarnega sindroma, je na ta način boljše obvladana. Dokazano je bilo, da bolniki, ki so vključeni v ambulantno rehabilitacijo, da torej je manj ponovnih hospitalizacij, nižja je smrtnost in boljše je obvladovanje vseh teh dejavnikov tveganja, ki povzročajo koronarno bolezen. Tako Naži kot tudi Frim sta opozorila, da je uspešnost terapije odvisna tudi od pripravljenosti bolnika, da upošteva navodila tudi po zaključku programa. To je potrdil tudi eden od bolnikov, ki je to metodo rehabilitacije že izkusil. Naučili so me uporabljati stvari, ki se pravi, kaj se tako lokuje, telovadba, kako, na kak način, da ne pretiravaš, da si, se pravi, ker so ti ob enem merili pritisk, utrip in s tistim sam si lahko ugotovo, koliko vzdržiš in seveda to ni samo to zdaj, dobro, nekateri so pač bili na tem programu. Jaz moram reči, da še doma vedno te takšne iste vaje delam. Ambulantna rehabilitacija ponavadi zajema 36 obiskov po 2 uri in je po besedah Nažija še posebej primerna za osebe, ki so opravilno sposobne. Ob uvedbi programa po celotni Sloveniji naj bi bilo v ta namen iz zdravstvenega zavarovanja namenjenih na letni ravni dodatnih 1,9 milijona evrov. Od tega 191 tisoč evrov za UKC Maribor, kjer letno obravnavajo nekaj manj kot 800 primerov akutnega miokardnega infarkta. Nadaljujemo pa športom. Maribor, ki se letos ponaša z nazivom Evropsko mesto športa, bo tik pred začetkom poletja gostil enega najbolj množičnih športnih dogodkov doslej. Športne dvorane in hoteli v mestu bodo od 22. junija do 1. julija napolnjeni z več kot 1500 udeleženci jubilejnega 10. FIBA Evropskega prvenstva veteranskih košarkarjev in košarkaric. Organizator dogodka, katerega častni pokrovitelj bo premier Miro Cerar, je veteransko košarkarsko društvo Štajerska. Kot so povedali minuli četrtek na novinarski konferenci, bo to eden boljših prvenstev v Mariboru. Mi kot organizator se bomo potrudili, da bo to eno najboljših prvenstev. Kot z vidika tekmovanj, kot z vidika ponudbe za udeležence prvenstva, ker vsak udeleženec, ki se odloči za udeležbo teh prvenstev, tudi nekaj pričakuje od organizatorja, to je pa naša naloga, da za to poskrbimo. Pričakujete lahko približno 1800 ljudi v 10 dnevih v Mariboru, ki bodo na 4 prizoriščih odigrali več kot 300 tekem. V Mariboru naredili nekje okoli 15 000 nočitev in v mestu pustili med 1,5 in 2 milijona evrov.
Tako veliko tekmovanje bo v 10 dnevih povezalo mnoge nekoč uspešne košarkarje iz vseh delov Evrope. Nastopile bodo tudi ekipe Slovenije in drugih delov sveta. Najmočnejše, če začnem z ženskimi kategorijami oziroma ekipami, je seveda iz osrednjega dela Slovenije, kjer je bazen košarkašic bivših najmočnejši. Tuje ekipe so seveda najmočnejša je običajno Nemčija, ki ima največ ekip prijavljenih zaenkrat, tudi bivše ruske države, Litva, Latvija, tudi Ukrajina. Pol je prisotnih tudi nekaj severnih, se pravi Finska in pa tukaj Češka. Bivše Jugoslavije imamo Srbijo pa Hrvaško in pa Slovenija. Seveda so pa tudi prisotne kot povabitelji oziroma povabljeni država Amerika in Rusija oziroma Japonska. Tako športne kot tudi turistične pomembnosti dogodka se zavedajo na Mestni občini Maribor, kjer so športni projekt v času njihovega naziva Mesta športa z veseljem podprli. Ja, športni turizem je vsako leto v porastu. To bo največji športno-turistični dogodek letošnjega leta v Mariboru. Imeli bomo tudi druga prvenstva, ampak ne bo toliko športnikov in njihovih prijateljev prišlo v mesto. Tekme bodo potekale na igriščih v dvorani Tabor, Ledni dvorani, dvorani Lukna ter manjših dvoranah pod stadionom Ljudski vrt. Mestna občina Maribor bo vsem otrokom, ki obiskujejo mariborske osnovne šole in vrtce, financirala stroške prevoza z avtobusom in morebitne vozovnice oziroma vstopnine za zimski športni dan. Na mariborski občini ocenjujejo vrednost kritja stroškov na 34.000 evrov bruto vrednosti. Na pobudo koordinatorja osnovnih šol Damirja Orehovca je župan Mestne občine Maribor podprl predlog o financiranju zimskega športnega dne vsem osnovnošolskim otrokom. Dodal pa je še financiranje za vse predšolske otroke. Ki ga bomo iz sredstev Maribor Evropska prestolnica športa 2018 financirali. Ker smo že bili v preteklih letih navajeni na te, smo veseli, da se zopet uvaja ta zimski športni dan, financiran strani mestne občine. Upamo, da bo to stalnica. To bi seveda pomaga staršem, ki zaradi tega morajo seveda ne rabijo plačati določenega zneska in pa seveda na nek način otroke navajamo na določene destinacije, ki so v našem mestu pač na voljo. Na ta način bodo skupaj z javnim podjetjem Marprom in športnimi objekti Maribor zagotovili brezplačen zimski športni dan. To pomeni prevozi in pa drsanje, smučanje, to v bistvu je, pa plavanje. Torej, za samim dnevom razen prehrane otroci ne bojo imeli oziroma starši dodatnih stroškov. Po besedah ravnateljev, ki so idejo in odziv mariborske občine pozdravili, bodo na ta način zagotovili vsem otrokom enake možnosti za zimske športe. Poteza zagotovo dobronamerna in če bo ostalo pri večletni praksi, potem to zagotovo pozdravljamo, ker verjamem, da se bomo z leti tudi vsi iz tega nekaj naučili in pripeljali zadeve tja, kjer si želimo. To pa je pač, da se naši učenci čim več gibajo, seveda za čim manj stroškov, ki so na bremenu njihovih staršev. Denimo, na osnovni šoli Maksa Dorjave so zimski športni dan v okviru sredstev že izvedli. Smo bili res zelo veseli. Moram se res zahvaliti Mestni občini Maribor, da nas je povabila v ta projekt, ker nam je omogočilo, da so v bistvu vsi učenci lahko se odločili po njihovih interesih, kam bi se v bistvu opredelili, kam bi radi šli. Do sredine januarja je bilo na zimski športni dan prijavljenih več kot 6400 osnovnošolskih otrok in več kot 1600 vrtčevskih. Članice kluba Soroptimistke Maribor so minuli konec tedna predale donacijo v vrednosti 2000 evrov otrokom s posebnimi potrebami na osnovni šoli Gustafa Šiliha Maribor. Podrobnosti pa Matjaž Kitak. Prilagojen stol za otroka z motnjo v gibalnem razvoju, prenosni računalnik za fanta s posebnimi potrebami in finančna pomoč socialno ogroženi družini. S tem so v vrednosti 2000 pomagale članice humanitarnega kluba Soroptimistke. V bistvu si prizadevamo, da bi to življenje naredili vse toliko malo bolj svetlo, kot je v bistvu za te družine. Z majhnimi kapljicami v morje, ampak mislim, da se splača. Donacije konkretnih pripomočkov, ki so jih Soroptimistke namenile otrokom in staršem za lažje in kakovostnejše bivanje v šoli, so bili zelo veseli tako otroci, starši in zaposleni v šoli. Predvsem pa bo vse lažje za malega Marka.
Kakšni so zdaj to občutki, kako ste veseli te donacije? Zelo smo veseli zato, ker tega sploh nismo pričakovali. Ko so nas vzgojiteljice obvestile o tem, nismo skoraj mogli verjeti. In smo zelo veseli, Mark se bo zdaj boljše počutil, lažje bo sedel, lažje bo jedel, boljši pogoji bo za njega, kot so bili do zdaj. Ta pridobitev danes, kaj prinaša vaši skupini, kaj prinaša tej šoli? V vrtcu nam zagotovo to prinaša, da je tudi Marko, da so zagotovljeni enakovredni pogoji tako kot ostalimi otroci. To pomeni, da bo se igral, ustvarjal, prehranjeval v isti višini z drugimi otroci na njegov pravilen način oziroma da bo sedel v pravilnem položaju. Nec, kaj si pa ti zdaj? Si vesel tega računalnika? Se veliko ukvarja z računalnikom? Zelo. Tudi doma uporabljam računalnik za igrice, za internet. Kaj boš pa v šoli delal na računalniku? Pisanje. Soroptimistke so z donacijo pomagale za boljši jutri otrok osnovne šole Gustafa Šiliha Maribor. Ste že slišali za krioterapijo? To je nova, hitra in učinkovita terapija na področju dobrega počutja, zdravja, lepote in regeneracije po športu. Regeneracijo, dobro počutje in zdravje uspešno spodbuja v regeneracijskem in športnem centru Medeja. Matjaž Kitak pa je izvedel, da se je ta zgodba rodila iz iskanja rešitve pri osebnih zdravstvenih težavah. Pri lastnem aktivnem ukvarjanju športu sem naletel na težave, to je artritis kolka, ki je bil ozdravljiv samo z močnimi nekimi antirevmatskimi zdravili. In sem iskal rešitev za nekaj enostavnejšega, za nekaj bolj naravnega in prišel do te krioterapije. Zadevo sem iskal po Sloveniji, okolici Avstriji, Hrvaški posod in ker tega ni bilo možno nekje pri nas dobiti, sem se odločil, da zadevo naredim sam. In lotil sem se razvijanja in izdelave kriokomore, ki se mi je uspel narediti in pozneje smo ugotovili, da zadeva zelo dobro dela, celo boljše od primerljivih komor drugih proizvajalcev. In ker je zadeva dobro delala, so potem prihajali tudi že prvi kupci, kar sami od sebe, ki bi krio kupili. Zdaj pa to smo mi razstavljali na firmi v eni kleti takšni, kjer je bilo prav tako industrijsko okolje, ni bilo primerno za razstavljanje in promocijo take zadeve in smo rekli, bomo mi naredili en prostor, kjer bomo to promovirali, razstavili in tudi prodajali oziroma ponujali kot storitev. No in tako, na ta način je nastala Medeja, to se pravi, nastal je prostor za promocijo kriokomore. Zdaj pa tule zraven smo rekli, zdaj samo kriokomora s terapijo nima smisla, bi bilo dobro zraven še dati neke storitve, ki jih rabijo športniki za regeneracijo in smo priključili limfne drenaže, magnetne blazine, udarne valove, razne vrste masaž in podobnih zadev. In prostor je nekako naraščal. Iskali smo ustrezno lokacijo, našli smo jo tule v teh prostorih, na tej Tržaški 65, ampak prostor je pa bil bistveno večji od tega, kaj smo mi potrebovali. Mi smo iskali okoli 100 kvadratov, na razpolago je bilo 800 kvadratov. In ker zdaj je bilo škoda pustiti priliko iz rok, smo rekli, bomo pa naredili še en športni center in smo zaokrožili eno tako ponudbo za športni centrom, regeneracijo, rehabilitacijo, masažami in ponudili športnikom eno tako zaključeno celoto. Odkud pa zdaj ta ideja za ime Medeja? Tudi tu je čudna zgodba. Prvo ime je bilo Medela. Medela po latinsko pomeni zdravje, to se pravi prostor, kjer najdeš zdravje. Ampak po 14 dneh, ko smo registrirali firmo, smo dobili iz patentne pisarne dopis, da moramo v 14 dneh zbrisati to ime, ker je mednarodno zaščiteno. To je švicarska firma, ki dela pumpice za ženske. No in potem smo morali na brzino najti rešitev, kako spremeniti, da bi čim manj motenj povzročilo. In potem smo samo L spremenili v Y. Smo bili tako bolj mednarodno ime, pa še noben sploh ni opazil, da smo bilo kaj posebej spreminjali. In katero področje najbolj laufa ali pa katero najbolj promovirate? Kaj vam pomeni zdaj fitness, kaj pa tule regeneracijski center? Fitness smo dali v začetku najem, ker nam ni bil neki interes delati fitnessov, smo se skoncentrirali na ta del, predvsem pa na te kriokomore in krioterapije.
Zdaj smo jih že prodali 6 ali 7 v Sloveniji, počasi gremo še na ostale trge, Hrvaško pa Srbijo planiramo. Te kriokomore sami naredite? To je naš proizvod, to je zdaj naš proizvod. Naša firma zdaj to proizvaja, imamo proizvodnjo za tole, vse ustrezne certifikate in vse, kar rabimo. Se pravi, ta namen je za prodajo kot storitev, pa obenem tudi za promocijo. To se pravi, najprej smo se skoncentrirali na ta del, zdaj pa smo prevzeli tudi fitness in smo zgodbo povezali v enovito zgodbo. Fitness, ki ga promoviramo skozi ta regeneracijski center, vsak vidi, da je tu nekaj več kot je v drugih fitnessi, nekaj drugače in s tem vzbudimo nek interes, da pridejo ljudje pogledati in se potem odločijo, da ostanejo tule. Zdaj fitness sam po sebi vemo, kaj lahko tam pričakujemo, pa zakaj je, pa ne, ljudje pač obiskujemo fitness. O tej kriokomori mogoče premalo vemo, ne? Kako si lahko človek lajša s kriokomoro življenje? Ja, kriokomora v glavnem jo uporabljajo športniki za regeneracijo. Ampak osnovna funkcija kriokomore v bistvu ni toliko za športnike, kot za ljudi, ki so izgoreli, utrujeni, depresivni, pomanjkanje energije za delo, volje za življenje, za tiste, ker ta dela čisto na hormonski osnovi, ne toliko na fizični osnovi. Regenerira se psihično, ne fizično. Večina jih pričakuje, da če ima zdaj muske fiber nogi, da bo šel krio in bo muske fiber zginil. Ni to. Za take stvari je boljši limfna drenaža, recimo, ne? Ampak za ono splošno počutje, za splošno energijo, za voljo, tudi do treningov, je pa nekaj to čist druga. Ne? Jaz še stalno aktivno v bistvu treniram in če redno hodim v krio, ko delam ful težke treninge, recimo distance ali kaj takega, ne? Enostavno ne pomislim, zdaj pa ne bom več zmogel. Ne? Ta misel izgine. Prihaja novo leto 2018, ne? Kaj si kot podjetnik in pa kot športnik aktivni želite na tem področju, da se spremeni, mogoče napredujete? Pri meni osebno? Ja. Jaz sem bil pred 4 leti svetovni prvak, ne, na 200 metrov, tako da priplezal sem do vrha, ne, imam okoli 20 slovenskih rekordov, balkanske rekorde, ne vem kaj vse. Aktivno sem treniral 10 let za eno najhitrejših Slovenk vseh časov, bil njen sparing partner, 10 let smo skupaj trenirala, ne. Ampak ona je nehala, potem sem jaz tudi nekako nehal in zdaj sem si nekako zaželel, da se zdaj sam vrnem zopet na ta stara pota in se vrnem na vrh, to se pravi, da se vrnem do naslova svetovnega prvaka. S temi zadevami si pomagam, vsi, ki me vidijo, kaj pri svojih letih zmorem v fitnessu delati, se čudijo, odkot to, ampak to je del te zgodbe. Ne? Sam sebi pomagam, pa probujem pomagati tudi drugim. Želim vam, da uspe, ne? Da uspete tudi čim več ljudi osrečiti in jim pomagati. Ne? Ja, hvala. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Ta četrtek ob 11. na Mariborskem Pohorju bo potekala akcija Šolar na smuči, katere se bosta udeležila tudi ambasador akcije Jure Košir in vrhunska smučarka Ilka Štuhec. Ta petek, 26. januarja, pa bo v ciljni areni Snežnega stadiona potekala otvoritvena slovesnost mednarodnega tekmovanja Little Fox s pričetkom ob 17:30. Toliko zaenkrat, spremljate nas tudi na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si ter na Facebook strani BKTV kanala. Imejte se lepo in nasvidenje.